Čas, straža. Mirno. En čas. Po. No. Ob Bakičevem spomeniku na Poljani pričenjamo proslavo svobodi in miru. Ob jubilejni 80. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne na slovenskih, jugoslovanskih in evropskih tleh. Tukaj smo zato, da s ponosom praznujemo ne samo 80. obletnico zmage nad fašizmom in nacizmom, temveč tudi 80. obletnico svobode in življenja v demokraciji, ter da obudimo spomin na morijo druge svetovne vojne in njene zadnje boje z željo, da do takšnih grozot in trpljenja ne bi nikoli več prišlo. O grozljivi vojni, ki je v prejšnjem stoletju pretresla ves svet, je Winston Churchill takrat dejal: bojujemo se, da bi svet rešili pred kugo nacistične tiranije in v obrambo vsega, kar je človeku najsvetejšega. Na prizorišče so že prišli pohodniki 30. spominskega pohoda svobodi in miru v organizaciji krajevne skupnosti Holmec in pohodniki že 9. pohoda iz Mislinje in Slovenj Gradca, ki so na pot krenili že sinoči. Na prizorišče so prišli praporščaki različnih vseh stranskih društev s Koroške in iz Združenj borcev Slovenije, ki jih vodi štabni vodnik Jože Temnikar. Spoštovane in spoštovani, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na Poljani. Zbrali smo se ob veličastnem in hkrati globoko spoštljivem jubileju 80. obletnici osvoboditve in zadnjih bojev druge svetovne vojne na slovenskih tleh, ki so se odvijale prav tukaj na Poljani med 13. in 15. majem 1945. Ti dnevi pomenijo konec najtemnejšega poglavja v zgodovini Evrope in začetek novega obdobja upanja, svobode in miru za naš narod. Poljana ni le zgodovinski kraj, je simbol poguma, odločnosti in neomajne volje borcev, ki so sanjali o svobodni domovini. Z današnjo slovesnostjo ne obujamo le spomina, temveč obnavljamo zavezo, da bomo vrednote miru, sožitja in domoljubja nosili naprej, za nas in prihodnje rodove. Naj današnji dogodek utrdi spoštovanje do zgodovine, krepi našo skupnost in ohranja resnico o času, ki ga ne smemo pozabiti. Pozdravimo prihod cenjenih gostov. Za aplavz prosim po zaključku imenovanij. Z nami so minister za obrambo Republike Slovenije Borut Sajovic, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe Slovenije Marjan Križman, generalna sekretarka Zveze združenj borcev za vrednote NOB Manja Konkolič, predsednik Komisije za mednarodne odnose pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Marjan Šiftar,
Milan Vute, predsednik Zveze koroških partizanov iz Celovca in Mojca Koletnik, podpredsednica te zveze. Ministrica pozdravljamo tudi Matica Tašiča, župana občine Prevalje in vse druge prisotne župane iz Mežiške doline in Koroške. Pozdravljamo tudi Draga Benka, ravnatelja gimnazije Ravne, koroška poslanca Janja Prednika in Dušana Stojanoviča. Z nami je tudi poslanka Državnega zbora Mojca Pašek Šetinc. Pozdravljamo tudi člana predsedstva Zveze slovenskih častnikov Alberta Vodovnika, predsednika območne zveze slovenskih častnikov Mežiške doline majorja Edvarda Kotnika. Pozdravljamo podpolkovnika Aljošo Kavčeviča, poveljnika 20. lahkega izvidniškega bataljona organizacije Združenih borcev za sremsko in vukovarsko področje Laza Džokiča. Med nami pozdravljamo vse prisotne borke in borce, še posebej Albina Pibernika, najmlajšega udeleženca Igmanskega pohoda. Še posebej pozdravljamo vse predstavnike in člane združenj in vse, ki ste danes prispeli na Poljano iz različnih krajev Slovenije, nekdanjih republik Jugoslavije, Avstrije, Italije. In nenazadnje pozdravljamo tudi vse predstavnike medijev, ki bodo današnji glas o Poljani ponesli po naši domovini. Med nami so tudi delegacije borčevskih in antifašističnih organizacij iz nekdanjih bratskih republik, sedanjih držav na območju nekdanje skupne jugoslovanske države. Počaščeni smo z vašo udeležbo, da skupaj že 4. leto obeležujemo spomin na zadnje boje z okupatorji in njihovimi domačimi pomagači na naših jugoslovanskih tleh. Tudi ta zaključna dogajanja in boji na naših tleh so nas neposredno povezovali. V njih so že po formalni nemški kapitulaciji sodelovali in krvaveli sinovi in hčere vseh naših narodov. In tudi zato danes potrjujejo našo povezanost in pomen naše skupne narodno-osvobodilne borbe, ter skupaj pošiljamo močnejše antifašistično sporočilo širši tudi mednarodni javnosti za mir, medsebojno spoštovanje in razumevanje ter miroljubno sodelovanje. Prosim, pozdravimo z močnim aplavzom vse, ki sem jih naštela. Hvala lepa. Za današnjo slovesnost so svojo prisotnost upravičili predsednica države dr. Nataša Pirc-Musar, predsednik vlade dr. Robert Golob, minister za delo in družino in socialne zadeve Luka Mesec, minister za gospodarstvo in šport Matjaž Han, minister za finance Klemen Boštjančič, ministrica za kmetijstvo in gozdarstvo Mateja Čalušič, predsednik Društva veteranov vojne za Slovenijo general Ladislav Lipič in predsednik Policijskega društva Sever dr. Tomo Čas ter poslanec Martin Prenkin, polkovnik Gregor Hafner, poveljnik 72. brigade Slovenske vojske iz Maribora. Ob spomeniku svobodi in miru bodo položili vence ter se poklonili v zahvalo in spomin na vse padle borce, talce, umrle izgnance in vse umrle taboriščih naslednje delegacije. Prosim, da se člani delegacije po položitvi umaknejo v bližino spomenika in se ob koncu polaganj skupno poklonijo ter zatem odidejo z mesta. Vence bodo položili
minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic in delegacije. Predsednik Zveze borcev narodnoosvobodilne borbe, predsednik Zveze borcev narodnoosvobodilne borbe Slovenije Marjan Križman in predstavniki borčevskih delegacij iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne Gore, Subnor Črna Gora, Milojica Dačić, podpredsednik, Dragan Durović, generalni sekretar, Subnor Srbija, Tomislav Milenković, namestnik predsednika, Zoran Jakovljević, generalni sekretar, Sabnor Bosne in Hercegovine, Sead Đulić, predsednik, Sačić Hrustamenović, generalni sekretar, Združenje antifašistov Josip Broz Tito Tešan, vodjo delegacija je Sali Brkić. SAB Hrvaške, Franjo Habulin, predsednik Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške, Jovan Vejnović, predsednik Zveze društva Josip Broz Tito Hrvaške in seveda Slovenija, Marjan Križman, Marjan Konkovič in Marjan Šiftar. Predstavniki Zveze borcev Mežiške doline, Stanislav Ovnič, Maksimilijan Večko ter predstavnik veteranskih društev Mežiške doline, Zdravko Moličnik. Župani koroških občin. Koroških občin, dr. Matit Tasić, dr. Tomaš Rožen, Mark Maze in magistra Romana Lesjak, Anton Preskavec in drugi. Predsednik Zveze koroških partizanov Milan Vute ter predsednica Zveze Mojca Koletnik. Zvezda častnikov Koroške. Ikebano imeno 14. divizije bo položila Danca Dolničar, ter venec bo položil tudi predsednik lokalnega odbora Levice za Koroško Vlado Nikolič. 8. maja je položila venec spomeniku tudi delegacija članov društva Josip Broz Tito iz Pule. Še vidim delegacijo, prosim, da položite vence.
predstavnika iz Telšan. Delegacije se poklonijo spominu žrtvam. Spoštovani in zaigrano skladbo smo se poklonili vsem žrtvam druge svetovne vojne, umrlih v zaporih ter koncentracijskih taboriščih. Teoš Kratek, Vuzeničan, dijak Centra srednjih šol na Ptuju, bo svojo interpretacijo živel pomen pesem Toneta Seliškarja. Eno samo pesem bi rad zapel. Besede, ki v sebi nosijo hrepenenje, upor in vero v moč pesmi. Teoš Kratek, izvoli. Spoštovane tovarišice in tovariši, Tone Seliškar, eno samo pesem bi rad zapel. Eno samo pesem bi rad zapel v teh silnih dneh, da bi naš človek se verjel. O požganih hišah, o poteh, o krvavih stopinjah v gorah, o zidovih temnic, o črnih dušah izdajic. V eno pesem bi rad vse zajel, omahujoče dvigal, prežalostne objel. In da bi šla k talcem v grob, k partizanom na bojni okop, da bi šla vse povsod, kjer je križan bil naš slovenski rod. V eno samo pesem bi rad vse izlil, da bi naš človek iz nje sovraštvo bil. Za naslednjih 1000 let naprej, vse do naših prestreljenih mej. Da se kakor nova zastava razprostre, kot spomladi čez hostje rdeče rasje. V eno samo pesem bi rad izkipel in iz naših duš sem črno preteklost snel. Da bi nam pesem ta zidala nova, trdna tla, ter da bi nas vse pripeljala v novi čas, ko bo vsakomur obžaljen obraz. Da bi nas vse pripeljala v novi čas, ko bo vsakomur obžaljen obraz. Smrt fašizmu! Hvala, Teo. K pozdravnemu nagovoru vabim župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča.
spoštovani borci, veterani vojne za Slovenijo, spoštovani minister za obrambo, gospod magister Borut Sajovic, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na Poljani, kraju zadnjih bojev druge svetovne vojne pred 80 leti. To je zgodovinski kraj veselja in radosti, solz in trpljenja v neusmiljenih in tragičnih dneh zadnjih bojev druge svetovne vojne. Seveda ne smemo pozabiti, da je tukaj blizu Holmec, kraj veselja v eni najpomembnejših dobljenih bitk v osamosvojitveni vojni. Poljana je sedaj za nas vse kraj spomina, kraj miru, srečevanj, kraj prijateljstva, sodelovanja in odpuščanja. To je pomembno sporočilo današnjega dne. Nekoliko potiho je letos po Evropi potekalo jubilejno praznovanje 80. obletnice konca druge svetovne vojne. Razumljivo, ne gre bučno slaviti tega jubileja s paradami in orožjem, hkrati pa z istim orožjem povzročati vojne v sosednji državi. Tudi morije in konflikti ter vojne v svetu, v katerih najbolj nastradajo in nedolžni, nam niso v čast. Tragično, nedopustno in žalostno trpljenje predvsem nedolžnih. Zato gre na tem mestu poziv vsem nam, predvsem pa voditeljem v svetu. Prenehajmo s konflikti in vojnami, prenehajmo sovražiti in naredimo vse za boljši danes in jutri, v miru, spravi, sodelovanju, spoštovanju in sožitju vseh nas. Lep praznični dan vam želim danes na Poljani. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županu dr. Maticu Tašiču. Letos bo pozdravil vse prisotne predsednik SABNOR, Zveze protifašističnih borcev narodno-osvobodilnega boja Bosne in Hercegovine, ki je član borčevske delegacije iz Bosne in Hercegovine, gospod Sejad Đulić. Je eden od ustanoviteljev društva Josip Broz Tito v Mostarju, je ustanovitelj mostarskega gledališča mladih, gledališki režiser, novinar in direktor Centra za dramsko vzgojo. Izvolite. Smrt fašizmu! Pozdravljam vas u ime antifašista i boraca svih organizacija i saveza bivših jugoslovenskih republika, danas država. Dakle, nakon dugo vremena, kao i Titovi partizani ovdje prije 80 godina, mi smo se okupili i zajedno djelujemo. Prije svega želim vam čestitati 80 godina pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Ali i podsjetiti da smo se u tih 80 godina u jednom vremenu malo uspavali i računali da će to vječno trajati, ta naša pobjeda i tako osvojena sloboda. Klice fašizma i nacizma su se probudile i djeluju na sve strane. Zato mi danas na ovom, rekao bih, svetom mjestu moramo računati na to da u budućnosti, ali i danas, moramo biti jednako zajedno sa snažnim povjerenjem kako su jugoslovenski partizani, Titovi partizani, te 1945. ali i 4 godine prije toga bili jedinstveni i ovdje izvojevali tu posljednju bitku Drugog svjetskog rata. Jer svi su zajedno ginuli. Dok je Evropa slavila 6 dana slobodu i mir, samo su Titovi partizani ratovali. Kao što i prethodne 4 godine, jedino su jugoslovenski narodi digli ustanak, stvorili vojsku, imali slobodnu teritoriju i došli do pobjede 15. maja 1945. Ne zaboravimo,
Mi smo imali slobodne teritorije, pucali, Evropa je imala pokrete otpora, pravila diverzije i razbacivala letke. I to je dobro i časno. Ali mi smo zaboravili šta smo uradili kao jedini. Dakle, mi, jugoslovenski narodi, ovdje moramo posvjedočiti i odlučiti se da razvijamo ponovo kult pobjede i kult pobjednika, ali i kult zajedništva. Naša snaga je u zajedničkom djelovanju. Imamo jedinstveno antifašističko nasljeđe. Nemamo pravo danas, 80 godina kasnije, da ga nacionalno dijelimo, da ga razbacujemo, sjeckamo i tako dalje. Samo svi zajedno, bez obzira što živimo u različitim državama, možemo biti snaga kao što smo bili ovdje 1945. godine. Zato mi koji slijedimo ideje najčasnijeg dijela naših istorija, dakle antifašističkog pokreta, nemamo danas pravo da šutimo. Nemamo pravo da čekamo da neko uradi nešto za nas. Nema drugog. Mi smo ti koji moramo uraditi, kao i oni 1941. do 1945. Nemamo pravo na nedjelovanje i na čekanje. Moramo naš antifašistički borački pokret pretvoriti u proaktivno djelovanje. Govoriti, raditi, ići na teren, jer samo tako klice fašizma i klice nacizma danas, koje su probujale ne samo na ovim našim prostorima, nego i po Evropi i po svijetu, mogu biti satrte i možemo im se suprotstaviti. To je nauk Poljane iz 1945. To je nauk iz onog što se dešavalo od 1941. do 1945. Zajedničko djelovanje, jer moramo imati na umu, drugo ime za slobodu jeste antifašizam. Mi se moramo boriti da naša društva budu antifašistička društva ovog vremena. Od pukog sjećanja, od samo obnavljanja i oživljavanja Titovih dobivenih bitki. Lijepo je to, ali od tog nećemo otići naprijed. To što je bilo mora služiti kao nadahnuće, kao inspiracija da se sve može ako smo zajedno, ako smo udruženi, ako vjerujemo u to što radimo. I moramo biti bitke ovovremene, prepoznavati današnji fašizam i nacizam. Nisu oni više u crnim uniformama. Danas nose bosova i slična odijela. Ušli su nam u razne organe vlasti. Neprepoznatljivi su u odnosu na ono što imamo u našem istorijskom pamćenju. Ali moramo naučiti da ih prepoznajemo i da im na isti način odgovaramo. Previše smo fini, a naspram nas imamo često bahate i primitivne. Moramo na to znati i učiti odgovarati. Prvi preduslov je svi zajedno, kao 1941., 2., 3., 4. i 5. I onda dolazi i sloboda u punom kapacitetu riječi, mir svih, socijalna pravda, ravnopravnost, jedinstvo. I šta nam drugo na kraju krajeva treba? Razlike između svih nas su smiješno male, iako nas uvjeravaju pojedini da su ogromne i preovladavajuće. Okupimo se oko onog što nam je zajedničko, kao i Titovi partizani. I imat ćemo svi zajedno antifašistička društva ovog vremena, a to znači punu slobodu, jednakost, ravnopravnost i sve ono što je ideal svakog slobodnog čovjeka. Živjeli smrt fašizmu! Hvala lepa. Seja zaključi za te besede. K mikrofonu pa vabim slavnostnega govornika,
ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda magistra Boruta Sajovica. Naj kdorkoli, kdaj vas vpraša, kdo živi na zemlji tej, vedi, zemlja ta je naša, tvoji dedi spijo v njej, za njo bori se naprej. Sporočilo Iga Grudna, tam nekje v koncu leta 1945, ko so bile odpravljene posledice 20-letne fašistične nadvlade na Primorskem. Spoštovane tovarišice in tovariši, borke in borci, dragi gostje, simbolika praporov in praporščakov na naši strani, tako iz druge svetovne vojne, kot iz osamosvojitvene. Spoštovane in spoštovani, poglejte zares na levo in na vaše desno. Veliko se nas je zbralo in to je najpomembnejše sporočilo, da nam je mar, da se spominjamo, da se nikdar in nikoli ne bi ponovilo. Dajmo en aplavz za to sporočilo, prosim. Hvala, ker ste tle in v takem številu. To je eden svetih krajev za Evropo, za Koroško, za Slovence in tudi za jugoslovanske narode. Velikokrat, ko razpravljamo o zgodovini, so interpretacije napačne. Spoštovane in spoštovani, kako se je začelo? Smo kaj krivi? Ne. Mi nismo želeli sovraštva in kletve. Mi nismo želeli požganih domov. Mi nismo želeli uničene žetve, ne soza, ne grobov. Tako Fani Kokič. Krivdo, zakaj so umrli ljudje za nami in ob nas, gre pripisati eni sami stvari, fašizmu in nacizmu, ki je začel največjo morijo v zgodovini človeštva do današnjih dni. In vsega tega, spoštovane in spoštovani, smo se dolžni veliko naučiti. Nismo bili krivci, bili smo žrtve. V Jugoslaviji, Sloveniji se je začelo aprila 1941. Narode je bilo treba zbrisati. V Slovenijo so prišli nemški učitelji, imeli smo izgnance, bila so polna taborišča. Prišel je 27. april in pa ponosen dan upora. Zbrali so se krščanski socialisti, predstavniki sokolov, kulturnih organizacij, komunisti. Danes nekateri na to gledajo očitajoče. Zakaj so se oni zbrali? Spoštovane in spoštovani, zato ker drugih domoljubov takrat ni bilo. Začeli so upor in odpor, ki je prerasel v končno zmago na tem mestu. Vmes pa na milijone in milijone umrlih. Pomembno sporočilo za Slovenijo. Nekaj dni nazaj sem si ogledal film Zadnji dnevi. Kako grozni so bili ti dnevi od konca aprila za vso Slovenijo. Armada okupatorjev, armada sodelavcev, domačih izdajalcev se je od meje s Hrvaško valila čez Slovenijo, čez Brežice, mimo Celja, na Koroško, vmes se je ropalo, ubijalo, požigalo, posiljevalo in prišel je 9. maj. 9. maj
dan zmage. Številni so si oddahnili, se veselili, objeli svoje najdražje, ampak žal za nekatere, tudi za vas, ponosne Korošice in Korošci, Štajerke in Štajerci, se je kalvarija in morija takrat šele začela. Danes velikokrat govorimo o vojnih in povojnih dogodkih. Ta teden je bila v Državnem zboru celo seja na to temo. Vam bom rekel, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, žal mi je, žal vsakega umrlega v drugi svetovni vojni. Vsakdo je bil nekomu mož, oče, brat. Za vsakim je nekdo jokal, trpel in prižgal svečo. Ampak treba je vedeti in pa poznati dejstva, tudi kadar govorimo o krutih, nepravičnih in nepravilnih povojnih dogodkov. Vas vprašam, spoštovane in spoštovani, kje so se začeli povojni poboji? Vam povem, na Dravskem mostu v Borovljah 10. in 11. maja, po kapitulaciji, po koncu vojne. In morija se je zaključila na tem svetem mestu slovenske in evropske zgodovine. Po koncu svetovne vojne je na tem mestu umrlo več kot 100 borcev in bork za svobodo, veliko število civilistov. In seveda na številnih takih dogodkih, kot je ta, z mojih ust, z ust predsednika borčevske organizacije, predsednikov, predsednic, je bilo slišati, da nam je za to žal. Žal, če hočemo iti naprej, moramo slišati pa še eno iskreno priznanje. Spoštovane in spoštovani, ste že kdaj slišali v Sloveniji, da je kdo rekel, da mu je žal za prisego domobrancev fašistom na štadionu v Ljubljani? Ne, tega nismo slišali in to je tisto, kar vodi k miru v srcu in notranjosti. Se bom tu ustavil, prebral bom pa eno stvar dobesedno slovenskega duhovnika, velikega pisatelja, akademika Franca Saleškega Finžgarja. Citiram: Rajši so sprejeli orožje, obleko in denar od okupatorjev za boj zoper brate Slovence. To je v slovenski zgodovini najbridkejši črni madež, ki ga noben izgovor ne more izbrisati. Razumljivo je trdno krščansko prepričanje, razumljiva kapitalistična usmerjenost, nerazumljiva in po vesoljnem svetu obsojena pa je drznost, da sežeš po orožju smrtnega narodnega sovražnika za boj zoper svoje brate. To je bolečina vseh bolečin. Vsak takle dogodek ponižnega, zaskrbljenega spominjanja naj služi temu, da gledamo iz tistega, kar je bilo nazaj, v sedanjost in pa naprej. Čestitke in pa hvala, gospod župan, za tvoj pogled, mirovniški, pozitiven razmislek na svet. Tisto, kar so slovenske partizanke in partizani ob zaveznikih storili na tem mestu, smo nadaljevali z uporom in odporom leta 1991 in zato imamo danes svojo državo. Država je in bo stalno na prepihu. Smo majhen narod
zato nam je na poti v prihodnost pomembno, da smo člani zavezništva. Ta trenutek smo člani najstarejšega, najmočnejšega zavezništva na svetu. To nam daje dežnik varnosti. Se spomnite, nad slovenskim ozemljem so ob koncu druge svetovne vojne umirali piloti z Avstralije, Nove Zelandije, Amerike, Kanade, Velike Britanije. In od takrat se je skovalo to zavezništvo. Ni idealno, ima hibe, ampak Slovenija mora biti pokončen in ponosen del te zgodbe in poskrbeti tudi za tisto, kar smo obljubili in kar je naša naloga. Slovenija je varna in ostane varna država. Je mlada, 35 let imamo, čestitke veteranom. Včerajšnji dan pred 35 leti je bil tisti, ko orožja nismo dali in predali. Želim si, kot mirovnik, kot pacifist, da bi se v svetu odločalo drugače, ne z orožjem, ampak dokler je svet tak, kot je, moramo biti in bomo pripravljeni, da obranimo tisto, kar smo podedovali od generacije naših dedov. Kakšno državo imamo? Solidno in spodobno. Namesto vsakdanje kritike, iskanja tistega, kar nas loči in deli, dajmo se usmeriti k enotnosti, povezovanju, k ustvarjanju. Ta trenutek potekajo v tej državi prave debate. Ni nam vseeno za zdravstven sistem, ni nam vseeno za stanovanja, ni nam vseeno za pokojnine in še kupico stvari. Sprememb in rešitev ni in ne bo čez noč. Zakaj ne? Zato, ker smo te sisteme v nepravo smer razvijali desetletja in desetletja. Zato zahvala tistim, ki to spoštujete, razumete in gledate naprej, da to uredimo. Kaj nam pa v teh trenutkih najbolj manjka? Spoštovane in spoštovani, imeli bomo močno civilno obrambo, imeli bomo močno gospodarstvo, tudi pripadnice in pripadniki bodo opremljeni in povezani. Ampak spoštovane in spoštovani, če v naših srcih ni enotnosti, če ni povezanosti, potem nam to vse skupaj nič ne pomaga. In zato z tega mesta tudi poziv k enotnosti slovenskega naroda, enotnosti slovenske politike in ne k delitvam. To si spomin in žrtev teh na Poljani zasluži. Je pa čas, da se prav vsakdo od nas pogleda ogledalo in sledi misli našega Franceta Prešerna, ki je 180 let nazaj zapisal takole. Itaka ankoli ni bila bogata, žita, vina, kol ljudi, tesna, majcena gorata, vendar davno že slovi. Ker jo ljubil je do smrti, vsaki sin ostal je zvest, mimo Itake vse črti, kar Odisej vidi mest. Kranjc, ti le dobička išeš, bratov svojih niti mar, kar ti bereš, kar ti pišeš, mora dati gotov denar. Kar ni tuje zaničuješ, starih šek se zgublja sled, bratov svojih ne spoštuješ, za dežele čas si let. Tiho pesem, bolečine ne razglašaj naših ran, če nečaste naša gine, domu Kranjc moj zvest postan. Srečno in hvala Koroška, srečno Slovenija, srečno in mirno svet. Hvala gospodu ministru Borutu Sajovicu.
Ob spremljavi pihalnega orkestra Rudnika Mežice s prizorišča odhajajo praporščaki in garda Slovenske vojske. To je bil pihalni orkester Rudnika Mežice s skladbo Komandant Stane. Na Poljani, kjer smo danes, na tem svetem kraju, kot ga je pred 10 leti ob 70. obletnici poimenoval dr. Janez Stanovnik, takratni častni predsednik Zveze borcev NOB za Slovenije, 13., 14. in 15. maja 1945, še danes, še teden dni po podpisani brezpogojni kapitulaciji potekajo zadnji boji druge svetovne vojne. Partizanska vojska, ki jo je usmerjala Osvobodilna fronta, je bila del zavezniške vojske, ki se je borila za svobodo in tudi zmagala. Njen vrhovni poveljnik je bil maršal Josip Broz Tito, tudi dosmrtni predsednik naše nekdanje skupne države Jugoslavije. Po njegovi smrti, kljub veličastnemu slovesu, kar smo nekako pozabili, čeprav je bil svetovno poznan in voditelj neuvrščenih. Nikoli pa ne bomo pozabili in ne smemo pozabiti, da brez narodno-osvobodilnega boja in Jugoslavije ne bi imeli naše države, samostojne Slovenije. Sedaj bosta nastopila Združena pevska zbora, Mežiški knapi iz Mežice in Folte Hartmann iz Pliberka. Zbor Mežiški knapi deluje že 56 let in je bil ustanovljen 1969 pod odkriljem Rudnika Mežica, kar vidite tudi po njihovih oblekah. Člane zbora, v katerem času je pripevalo kar 35 pevcev, veže ljubezen do glasbe in petja, pa tudi prijateljstvo in druženje. Od lanske jeseni zbor vodi zborovodkinja Metka Dobnik. Moški pevski zbor Folte Hartmann iz Pliberka deluje že od leta 1931.
Zbor med drugo svetovno vojno ni smel nastopati. Njegovega ustanovitelja Folteja Hartmana so nacisti odpeljali v koncentracijsko taborišče Dachau, ki pa ga je preživel. Zbor je po vojni deloval pod imenom Edinost. Po smrti zborovodje leta 1983 pa so ga poimenovali po njem. Zbor nastopa na koncertih, proslavah in prireditvah po Avstriji in Sloveniji. Zbor vodi Špela Mastek Pori. Združena pevska zbora nam bosta danes zapela ob spremljavi pihalnega orkestra Rudnika Mežice 3 pesmi. Pesem 14. divizije Naša vojska, Domovina naša je svobodna pod taktirko Luka Krofe.
Starši ostanite zdravi, spomnite se kaj nam saj na vas od udaljavi moje mislilo srce. Domovina, z Bogom, zadnji krat. Mokretira, moravnina, grob Daljana, miren kraj. Domovina, z Bogom, zadnji kraj.